Zdravo na celulet. Gramo Tesla. Kot vsi veste, se ne moramo dobivati osebno, zato imamo pač pripravljene take tutoriale, ki bojo naloženi na internetu in za kjer je mišljeno, da jih gledate in naredite tisto, kar se od vas zahteva v nalogah oziroma v izzivih. Pokazal bom, kako se modelira v Tinkercadu in skupaj bomo probali danes narediti eno hiško, pa malo bom ponovil osnove. Ok, se pravi, če se spomnite, to je Tinkercad. V prvi polovici leta ste že v tem delali in za to uporabljati se rabite prijaviti. Vsak od vas ima neko svoje uporabniško ime in geslo. Uporabniško ime sklepam, da je kar vaš mail, geslo pa kakor ste si dali. Če se kdo tega slučajno ne spomni, se to da resetirati. Ali pa greš pač na mail pogledat, pa da se spomniš pač, kako imaš uporabniško ime in geslo. Se pravi, ko se not prijaviš, greš tukaj pod 3D Designs, greš pod Create New Design, klikneš gor, malo počakaš. Ta modelirnik deluje na internetu, zato je pač malo počasnejši od ostalih konkurenčnih programov, ampak to pa pomeni, da ne rabiš imeti nobenega programa na svojem računalniku. Ok, zdaj nam je odprlo neko ploščo tukaj. Ta plošča je prostor, na katerem bomo modelirali. Tukaj na desni imamo neke oblike. Lahko spremenimo tudi, do katerih oblik dostopamo. To si malo pogledajte, tele toolbare oziroma te zavihke tukaj na desni. Zaenkrat bojo za nas pomembne te osnovne oblike. Ok, se pravi zdaj, kako karkoli tukaj naredim. Bomo začeli z neko kocko, klikneš na kocko in jo postaviš nekam v prostor. V redu. Zdaj, če kliknemo na to kocko, se pojavi cel kup enih opcij tukaj na desni. Prva najpomembnejša opcija je, če je to celo telo ali je to luknja. Če je to luknja, pa kliknemo stran. Zdaj v bistvu nismo nič naredili, zdaj imamo samo en prazen prostor. Oziroma rekli smo, da ta prostor, ki ga ta kocka zavzame, da bo to luknja. Če se predstavljate, ko boste printali pol to, tam pač ne bo materijala. Medtem, če je to solid, pa to pomeni, da bo to poln material, da bo to polna kocka. Ok, naprej. Tukaj imamo radij, to je radij zaobljenosti. Če ga ful povečamo, pa to postane v bistvu že neka krogla, ampak zaenkrat bo ostal kar nič. Steps je v bistvu neka taka kvaliteta. Koliko hočemo, da je detaljirano vse skupaj, to pustite, ker ni toliko strašno pomembno. Pomembne so pa tele dimenzije. Se pravi, da se tako povečati, pa tako, pa tako. Oziroma tukaj, če kliknete, lahko vpišete not ročno številko. Pa bomo naredili en kvadrat, ki bo velik 50, pa oziroma eno kocko, pravokotnik, kakorkoli se temu reče, prizmo, širok 70 in pa visok 30. Ok. Zdaj, če kliknemo gor, imamo tukaj spet en kup enih opcij. Se pravi, to v bistvu dela isto, kakor tam na desni. Malo povečamo kocko. Ja, pač s tem jo lahko povečujemo ali pa manjšamo. S tem lahko širimo, ožimo, pa imamo pa še opcijo, da jo premikamo gor pa dol. Kar je s temi našimi zadevami, je z vsemi temi v hiši, vse to bomo pol printali. In za printanje je strašno pomembno, da se vse te zadeve dotikajo dna. Se pravi, ker printati ne moramo sredi zraka, moramo to zadevo prestaviti nazaj dol. Po defaultu, se pravi osnovno, bojo vsi predmeti, ki jih damo notri, se bojo dotikali tal. Tako da če boste kaj premikali v zrak, morate res paziti, da se vsaj ta glavni predmet dotika tal. Oziroma glavni predmet, vsi predmeti, ki bojo povezani. Se pravi, če imam to dvoje za sprintati, se morata oba ta predmeta dotikati tal. Ker te kroglice pač ne moramo v zraku printati.
Predmet pa zbrišemo tako, da klikneš na njega, pa klikneš delete na tipkovnici. Ja, to. Kar je še pomembno, tako se rotira. Če damo miško malo dlje, lahko rotiramo za neke take fine kote. Če damo bližje, pa so pa te stopnice male. Se pravi, ajde, pod kot 45 stopinj. Pa takole se da še vrteti, pa še v tretji osi. To je pa pol tale rotacija. Ok. Zdaj pa, kaj bomo zdaj naredili? Dajmo narediti eno luknjo v to škatlo. Kliknemo na cilinder, ga damo sem, malo ga bomo povečali, tako da bo velik 30x30, to so milimetri, ne centimetri. Saj veste, kakšna je pretvorba, 10 mm je 1 cm. Ok, malo ga povišamo in ga poravnamo. Tako, za začetek malo od oka, na uč, pol pa primemo oba predmeta. To lahko naredimo ali tako, da jo z miško zajamemo, ali pa tako, da kliknemo na enega, pa držimo shift, pa kliknemo še na drugega. Ok, zdaj bomo pa tukaj zgori. Tole opcijo group. Kar to naredi, je, da te dve telesi združi. Prej smo lahko enega premikali, pa drugega premikali. Zdaj bomo pa ta dva skupaj zaklenili, tako da bo to eno telo. Evo, in to nam je v bistvu naredil luknjo zdaj v ta predmet. Ok, ampak mi smo prej rekli, da hočemo, da je ta luknja poravnana. Zato rabimo zdaj to popraviti. Tega zdaj ne moramo popraviti zaenkrat, ker sta te dve telesi združeni in ne morem te luknje premikati, te pozicije te luknje. Tako da moram iti nazaj sem in iti na ungroup in to klikniti. Ok, zdaj imam pa spet te dve telesi. Zdaj, če obe zberem, imam pa tukaj eno opcijo, da poravnam zadevi. Ok, zdaj me sprašuje, glede na kaj naj poravna. Pa mu rečem, glede na sredino in glede na sredino. V redu, tako da zdaj je zadeva super poravnana. In zdaj spet zberem obe telesi in jo združim. V redu, se pravi, imamo zdaj neko kocko in notri neko luknjo. No, kaj pa zdaj? Zdaj bomo pa recimo naredili še eno kocko, jo dali sem, pogledali samo, koliko je širina od tega, da vemo, ok, 50. Kar bomo zdaj naredili, da to kocko postavimo sem gor, na tale rob in jo pol združimo, da dobimo pol eno tako stopnico, pa luknjo. Se pravi, ta zadeva bo rabila biti široka 50 mm. Takole. Pa naredimo jo malo višjo. Ajde 40, pa malo ožjo. Takole, ene 15, ajde. V redu. Zdaj jo lahko poravnam, tako da zberem oboje, spet za shiftom, kakor sem že prej rekel, in kliknem tukaj spet align. Pravim, da naj na center poravnam, in pa zdaj tokrat bom pa na levi rob ravnal, ker hočem, da je tako na rob poravnana. V redu, nekaj mi še manjka, ker hočem v bistvu, da je ta zadeva dvignjena gor. To naredim s to pušico tukaj, kakor sem že prej rekel. Premaknem, malo treba odzumirati, zoomira se z tem scrollom na miški. Aha, telo se pa okoli obrača z desnim klikom od miške. Desni za rotacijo, zoom je pa srednji. Če pa srednji miškin gumb držite, pa tako delate translacijo, se pravi premik po prostoru. Saj vidite, kaj delam. Ok, zdaj imamo to zadevo in bomo dali sem gor še, ajde, strehico. Spet moramo ugotoviti, koliko rabi to dolgo. To dimenzijo vemo, da je 50, to dimenzijo vemo, da je 15.
In naša strehica seveda mora biti malo večja, če hočemo, da pokrije. Tako da bomo zadevo malo razširili na 1,60, pa razširili v tej smeri. V redu, 20 je čist ok. In jo seveda dvignili gor. Takole, malo prestavimo, tako da na roke vidimo, kako izgleda. Ops. To je zdaj ta problem, kaj ne moramo po višini nastavljati, kaj po višini jo lahko samo s to pušico nastavljamo. Ok. Zberemo obe telesi in jo poravnamo. Poravnamo glede na center in glede na center. Višino bomo pa mogli ročno poravnati. Zato, ker zdaj vidimo, da je vmes špranja. In če imamo špranja, to ni glih najboljša opcija, ker to pomeni, da bomo printali v zraku, pol, ko bomo printali zadevo. Tako da rabim malo dol spustiti, pogledam, če je še špranja. Nije več, ok. Grem in združim obe telesi. Zdaj, če vidite, tukaj sta se mi ta dva dela premaknila. Zato, ker prej nisem združil telesi, sem to pozabil. Tako da rabim spet poravnati. Se pravi, kliknem enega, držim shift, kliknem drugega. Grem tukaj pod align, poravnam glede na center, pa glede na tale rob. Opa. Zdaj ga v bistvu rabim ročno poravnati. Zato, ker ga zdaj ravna na največje dimenzije od tega telesa, kar je v bistvu še tale strehica tukaj gor. Lahko pa tole naredim, ungroup, pa poravnam te dve, takole, pa te dve najprej poravnam, glede na tale rob in pa glede na center. Očitno je že poravnan na center. In zdaj združim te dve telesi. Zdaj pa strehico poravnam. Ok. Takole, poravnam strehico. Očitno je že poravnana. In jo združim. Super. Kar bomo zdaj naredili, je, da damo recimo nek tekst gor. Bomo ta tekst malo spremenili na Zavod 404 seveda. In bomo malo zmanjšali tole globino, ker pač nočemo, da je toliko debel ta tekst, na 2 mm. Tekst je seveda ogromen, tako da ga je treba zmanjšati. Spet primemo en rob in ga zmanjšamo na recimo 40 krat 10. Ga prestavimo malo bližje. Zdaj pa rabimo ta tekst spraviti sem gor. Tako da, kakor bomo to naredili, je, da ga zrotiramo najprej za 90 stopinj. Ok, zdaj ga bomo še v tej smeri rabili zrotirati, tudi za 90 stopinj. In ga malo prestaviti nazaj, tako da se dotika te ploskve tukaj, pa dvigniti gor na neko višino, na kateri hočemo ta naš tekst imeti. Takole nekako, pa še malo ga nazaj prestavimo, tako da je zazih del od tega. Spet, če hočemo poravnati, zberemo obe te telesi in kliknemo tukaj align, bomo poravnali na center, ker zdaj, če bomo ravnali na tale rob, nam bo pa tole premaknilo v bistvu, ker bo spet ravnalo glede na strehico. Tako da zdaj tokrat ne moramo ravnati na rob, ampak ga pač
ročno malo not porinemo, tako da za zih ne bomo imeli špranje. Takole. Tako, ker pač hočemo, da ven štrli. Sej ne rab neki ful ven štrliti, ker drugač bo tudi problem za printati vse skupaj. Printer, tako kakšen milimeter, 2, še lahko printa čez rob, se pravi neka taka zadeva, ni tak problem. Tle zgoraj, ajde, ta strehica bi mogoče tudi šla, čeprav to tle je že kar veliko. Se pravi, to se mi zdi nekih 5 mm na vsaki strani tega previsa. Tako da to je že v bistvu malo vprašanje, če bi dobro sprintal. Tako da probajte se izogibati takim previsom. Recimo, kar bi bilo boljš, je, da bi imeli v bistvu kle neko tako poličko še tako dol. Se v bistvu lahko tudi to naredimo. Ali pa, ajde, bomo naredili s tem round roofom. Se pravi, vemo, da je širina od te strehice 60. Nisem zdaj, koliko sem... Aha, ok. 60. In pa tale širina je pa... Vse je 20, ja. V redu, jo rabimo zarotirati za 180 stopinj in jo poravnati, tako da zberemo obe te telesi. Aha, seveda bomo prej še tale tekst fiksirali, da bo v redu poravnan za group. Ok, zdaj vemo, da je ta tekst del tega. Ok, zdaj pa rabimo še tole zadevo pa to poravnati. Bomo spet poravnali glede na center, takole, da je poravnan glede na center. In pa tokrat lahko ravnamo na en rob, zato ker je itak isto široko kot strehica. Tako da zdaj v bistvu rabimo samo višino popraviti, tako da se te dve zadevi dotikata tukaj. Zdaj, če vidimo, imamo malo še špranje, tako da rabimo zadevo še malo za kakšen milimeter gor postaviti. Evo, to je to. In vidimo, da se te dve zadevi čisto lepo pokrivata. Opa. Zdaj sem pa nesreč spremenil tole dimenzijo, nič takšnega, kliknem gor, popravim na 60 in to je to. Te dve zadevi sta poravnani. Zdaj pa kar me moti je, da ta zadeva vseeno zgleda, da bi vseeno lahko lepše to naredil. Tako da bom v bistvu še tole malo skrajšal, da ne bo to 10, ampak da bo bolj položno. Ker printer tako kakšen tak kod bo tudi zmogel še. Ok. Za Ctrl-Z greste lahko tudi korak nazaj, pa po Ctrl-Y za korak naprej, če ste šli slučajno preveč nazaj. V redu, imamo poravnan, všeč nam je, tako da gremo, spet zberemo oboje in damo group. Imamo zadevo združeno in tako zadeva zgleda. V redu. To, kar smo zdaj naredili, načeloma precej podobno gasilskemu domu, ampak nima veze, v glavnem glih toliko, da smo ponovili neke osnove, da pač vidite, kako se dela. Seveda lahko tudi tukaj zraven delam neke zadeve, recimo pa, ko bomo zaobili robove, bomo naredili neko tako orodje, da bomo imeli en ta val in eno to kocko bomo malo zmanjšali na 10x10. In jo poravnali z valjem, glede na tale rob in na tale rob, opa. Zdaj jo moramo na kot ravnati in obe zadevi združiti. V redu. Zdaj pa, če rečemo, da ta zadeva luknja, pa jo malo zvišamo, pa jo poravnamo z enim izmed teh kotov. Lahko pa spet s tem, ko združimo te dve zadevi, seveda bomo zadevo še skopirali,
pa nalepili nekam drugam. Tako da imamo še eno kopijo, da bomo še druge robove lahko zaobali. Pa zdaj, če združimo te dve zadevi, dobimo en tak zaobljen rob. Kakor vidite, je ta zadeva precej višja od tega, ampak to je vseeno, ker itak delamo luknjo. Tako da kar bomo zdaj naredili, je, da še tole zarotiramo za 90 stopinj. Spet poravnamo na rob. Lahko ali s tistim orodjem, ali pa na roko. Zberemo oboje, združimo. Aha, ok. Očitno sem imel slabo poravnan. Tako da bom dal tule ungroup. Tale ungroup bo zmeri sam tisto ta zadnjo operacijo ta stran. Takole, to malo poravnam. Ok. Zberemo obe zadevi in rečem group. Spet sem slabo poravnan. No, upam, da zdaj bo. Group. V redu. Ja, spet je bilo slabo poravnan. Vidite, da bi mogli zaobljati tako, kakor je bilo na drugi strani. Ampak smo pa vseeno dobili zaobljen rob. Podobno, če hočemo, da rob ni zaobljen, tako da je pač nek radij, se pravi, kakor da je krog, ampak da je samo odrezan, temu se reče chamfer po angleško. Ponavadi je to pod kotom 45 stopinj. Pa naredimo neko kocko. Rečemo tej kocki, da je to luknja. Jo spet poravnamo na rob. In zberemo oboje in združimo. Takole. Zdaj smo pa dobili tak chamfer, se temu reče. Kar bomo tukaj naredili, je recimo tako še neka malo večja luknja, da lahko recimo nekaj not položiš. Tako da bomo naredili še eno škatlico, oziroma ne škatlico, tole kocko. In rekli, da je luknja. Zdaj, če ste opazili, sem po nesreči tisto pušico kliknil in zdaj sem spet prestavil v bistvu zadevo pod površino. Kar ni kul. Tako da moram spet premakniti zadevo takole, da bo tukaj kazalo 0, kar pomeni, da je zravnan glede na površino. Ok. To poravnam glede na center. Malo rabim zmanjšati tole kocko ta novo. Tole lahko tukaj naredim, da rečem, da je širina 40. Slaba ideja očitno. Tako da bom kar tukaj popravil. Pa spet scentriram oboje. Malo prestavim še tole. V redu. In rečem temu, da je tole luknja. In zadevo odštejem. Group. Ok. Zdaj v bistvu, kar sem naredil, je, da una luknja, ki smo prej naredili, ni več pomembna, tako da grem nazaj. Pa bom tole kocko še malo dvignil, recimo. Takole, evo. Zdaj, ko bom tole združil, boste pa videli, kaj se zgodi. Imamo pa še neko dno. V redu. V redu, se pravi, to je to od osnov Tinkercada. Zdaj bojo pa sledili še ene 3 ali pa 2 izziva, ki jih doma naredite in jih pol pošljete.
Kar vam bo to pomagalo, je, da se boste spet naučili uporabljati program, da boste pa v naslednjem tutorialu znali bolj samostojno narediti neke zadeve, ki jih bomo tam predstavili. Tako da gremo kar po New Design. In začnemo modelirati. V redu, se pravi, prvi dizajn, prvi izziv, ki ga boste probali narediti, je neka takale preprosta hiška. Kakor vidite, je ta hiška narejena iz neke škatle, ki ima zgoraj neko streho, in pa ima tukaj neko luknjo iz neke škatle, notri ima neko luknjo, in pol ima tukaj še nekako tako okno. Za to okno boste mogli malo pomisliti, kako bi to naredili. Spet z dodajanjem pa odvzemanjem materiala. Se pravi, dimenzije tele hiške so pa, koliko je velika? 80 x 80 mm, po višini pa 75. Pa probajte zmodelirati nekaj podobnega, pa nam pošljite na naš mail. V redu. Pol naslednji izziv številka 2, je takšen. Izziv številka 2 pa izgleda takole. Se pravi, tele vaši hiški, ki ste jo prej že naredili, dodate zraven še en zvonik za neko takole streho in naredite še taka okna na vsaki strani. Zdaj tukaj ne vem, koliko je kaj smiselno podati kakšne dimenzije, če vas zanima, je višina od tega. Samo da vidim. Je višina 182 mm, ampak ni nekaj toliko strašno pomembno, kakšne so te dimenzije. Probajte čim bolj poravnati vse te dele, tako da je zvonik poravnan za cerkvijo, pa da so okna lepo poravnana, pa streha, pa seveda združiti vse skupaj. Zdaj, če vidite, ta okna niso čez in čez, ampak so samo malo not vdrte. Se pravi, vaša hiška ali vaša cerkev ali karkoli, ne rabi biti točno taka, ampak probajte tako, da je vseeno v nekem razmerju, da ni pač zvonik gor do stropa, ampak da izgleda nekako tako kot neka tipična mala slovenska vaška cerkev. V redu. To je to. Pa se vidimo, ko bo te krize mimo, oziroma v naslednjem tutorialu se slišimo, oziroma vi boste videli moj zaslon. V redu. Srečno.